Za pravosodne poklice, kot so sodniki, tožilci in odvetniki, sta po mojem mnenju poleg ustrezne izobrazbe in življenjskih izkušenj potrebni zlasti dve lastnosti, in sicer poklicna neodvisnost in poklicni pogum. Če nosilci teh poklicev teh lastnosti nimajo, potem je z njimi nekaj hudo narobe. Jaz hodim vsem brucom vseh treh pravnih fakultet na srce polagati to, kar zdaj vam govorim. Jaz sem pozitivno razmišljal o novih pravnikih. Mi rabimo nove pravnike. Mi ne rabimo prestrašenih ljudi, ki grejo, delajo svojo kariero tako, da ugajajo javnosti in vsakokratni politični opciji. Ko je, na primer, investitor zaprosil za gradbeno dovoljenje, praviloma prvič je vedno prvostopni organ izdal zavrnilno odločbo. Ko smo se pritožili, drugostopni birokrat ni s spremenjeno odločbo končal kalvarijo naših stran, ampak je prvostopno sodbo razveljavil in vrnil v ponovno odločanje prvostopnega organa. Tako se je zgodilo, da investitor ni imel več darja, izgubil je pravico do evropskih sredstev, pogosto je šel tudi v stečaj. Vodja našega oddelka za gospodarsko pravo je ob priliki, ko smo se pogovarjali, kakšne kazni izrekajo naša sodišča različnim storilcem kaznivih dejanj, vzkliknil. V Sloveniji se ta trenutek splača ubijati, prodajati drogo in se ukvarjati z drugimi oblikami klasičnega kriminala. Ukvarjati se z gospodarstvom pa je hudo nevarno. Prva kategorija strokovnjakov molče politiko. Številne politične strančice blokirajo drugo. Soglasje je vprašljivo celo v koaliciji. Poslanci sploh ne zastopajo svojih volivcev, ampak interese svoje politične stranke. Na vidnejša mesta v politiki in javnem življenju sploh se zato običajno prijavili ljudje, ki so bili dotedaj popolnoma neopaženi. Z državljani ni nič narobe, razen da nimajo ustreznega izbora na volitvah. Zato so apatični in posledično je njihova abstinenca na volitvah. Tisti, ki volijo, pa seveda v posledici povedanega nimajo prave izbire. Za vse večjo komercializacijo medijev je značilno dvoje. Prvič, sporočila, ki jih mediji posredujejo javnosti, so v vedno manjši meri odslikava dejanskega življenja in v vedno večjem delu njegov bolj ali manj verodostojni približek. Ta približek je prirejen tako, da je bolj zanimiv, da je senzacionalističen in da se ga laže proda povprečnemu bralcu, ne glede na vse večjo oddaljenost tega prispevka od prave resnice. In drugič, v moderni družbi je vse manj tako imenovane bralne javnosti. Vedno manj je kritičnih intelektualcev, ki bi bili sposobni z distance analizirati novice. Tako bi lahko rekli, da so mediji odslikava dejanskega stanja v družbi, na katerega sami v veliki meri vplivajo, zlasti kar zadeva resnico, moralo in etiko. V kazenskem pravu velja načelo, da je bolje, če je 10 krivih na prostosti, kot en sam nadolžen v zaporu. Zavzemam se za pošteno sojenje. Jaz nisem proti temu, da nekoga, ki se mu nedvoumno dokaže, da je storil kaznivo dejanje, da se ga primerno obsodi in kaznuje. Javnost je neizobražena, novinarji so neizobraženi, vsaj kar se strokovnih vprašanj tiče. In zato jih je treba poučiti in je treba ustvariti klimo, ki bo zdrava, ki bo pripeljala do v sodnih postopkih do poštenega sojenja. Vso svojo poklicno kariero sem kazenski postopek razumel kot spopad med enormno močnejšo državo, ki ima monopol nad fizičnim nasiljem na eni in šibkim posameznikom na drugi strani. Med tema dvema je en sam odbijač
odvetnik. In zato je odvetnikova naloga, da za svojega klienta naredi vse, kar more in kar je dopustno. Zakon o odvetništvu določa, da odvetnik prosto odloča o tem, ali bo sprejel stranko ali ne. Moje stališče glede na definicijo kazenskega postopka, kot sem prej povedal, je naslednje. Odvetnik mora sprejeti vsako stranko, razen v primeru, če je odnos do stranke ali do njegovega domnevno storjenega kaznivega dejanja tako negativen, da bi zaradi tega utegnila biti njegova obramba šibkejša. Znano je, da je leta 2008 skupaj z gospodarsko krizo povsod po svetu na različnih področjih stopilo v ospredje vprašanje družbene angažiranosti. Takrat je namreč že mnogim postalo jasno, da je s sistemom neoliberalnega kapitalizma nekaj narobe. Družbeno angažiranost zato lahko razumemo kot poskuse, kako izboljšati stanje v družbi. Sodobna filozofija poudarja, da je lahko družbena angažiranost splošna, lahko pa tudi posebna. Osebno tudi znotraj prava vidim splošno in posebno družbeno angažiranost. Posebna je v tem, da pravnik v okviru svojega poklica, v okviru svoje dejavnosti, da dosledno se zavzema za spoštovanje načela ustavnosti in zakonitosti, kakor tudi za spoštovanje načel kodeksa poklicne etike. Splošno angažiranost pa vidim v tem, da v primeru, če pravniku postopkovne možnosti v okviru njegovega poklica ne dopuščajo ustreznega ravnanja, da tak pravnik v tem primeru javno pove, kaj je prav in kaj ni prav. Torej, jaz mislim, da so etične vrednote preteklost in prihodnost. Niso pa sedanjost. Prihodnosti brez etičnih vrednot pa tudi ne bo.